Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Danes je z nami magistrica sociologije, socialnega dela Marjana Kamnik. Je višja svetovalka, zaposlena v Domu starejših v Črneče, kjer vrši pomembno funkcijo vodje poslovne enote v Slovenj Gradcu. Je svetnica občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, inovatorka in vodi medgeneracijski center Kavarna plus, je tudi njena ideja. Skratka, veliko stvari, ki se dogaja tu v občini Ravne, pa tu v tem prostoru, je naša gostja spravila v življenje. Zaradi tega jo pozdravljam in seveda ji želim tudi dobrodošlico v oddaji. Lep dober dan želim. Pa če še morda malo krajšega uvoda. Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober proglasila za dan starejših. Slovenija sama po sebi to ni nikakršna novost, kar bom povedal. Se veliko stara, v bistvu s prebivalcev smo vse bolj stari, skratka smo družba, kjer še izrazito je prisotno staranje prebivalstva. Študije razkrivajo, da bo v prihodnjih obdobjih ta starost se pomikala še navzgor, skratka, in zaradi tega mislim, da bo lahko naša gostja nam kompetentno predstavila stvari, tiste, ki jih morda vemo, jih manj vemo ali pa bomo zdaj jih na novo izvedeli, skratka. Pa bi vprašal zdaj, ko smo v nekih obdobjih, seveda nastopi tudi neko zdravljenje v zdravstvenih domovih, potem pa na neki točki pride to zdravljenje v nego, v oskrbo, pa tudi v daljšo oskrbo v domih starejših. Kako je to urejeno? Mislim, kako so te razmejitve postavljene? Kdaj to nastopi? Je to po neki prisoji zdravstva ali kakorkoli? Mislim, pa bi morda tule s tem tudi pričela najin pogovor. Hvala za vprašanje. Še enkrat lep dober dan želim. Glede institucionalnega varstva oziroma sploh skrbi za starejše, mogoče to, vi ste sam uvodoma ugotovil, da pač to, kar že zdaj živimo, da je vedno več starejših. Če rečem po recimo nekem podatku v našem domu, torej govorimo o poslovni enoti v Slovenj Gradcu, imamo povprečno starost trenutno 86 let. In če je vstopna starost recimo v institucionalno varstvo 65 let, je recimo to en zanimiv podatek, da je 20 let recimo več povprečna starost v domovih. Institucionalno varstvo je pravzaprav samo ena oblika skrbi za starejše v zadnjem obdobju ali pa tudi na različnih. Mi smo že prej recimo v domu v Črnečah delali ali pa poskušali ponujati ene skupnostne oblike skrbi za stare ali pa storitve v skupnosti. Torej vedno več je tega, tako smo že prej v pogovoru ugotovila, koliko procentov teh starejših od 65 let koristi institucionalno varstvo, je torej potrebno za vse te druge starostnike, če govorimo o starostnikih, ali pa bom rekla, da govorimo o starosti po recimo 75. letu, če lahko tako rečem, ker se bo tudi ta verjetno vstopna starost v institucionalno varstvo morala zaradi obstoječih kapacitet in zaradi naraščanja starejših in zaradi vedno bolj aktivnih starejših premakniti recimo na neko višjo starost, je torej smiselno govoriti o teh skupnostnih oblikah skrbi. To, kar sem želela reči, da
ta ponudba je vedno širša. Mogoče v nadaljevanju tudi kakšna predstavitev, kakih takih storitev, ampak mislim, da je razmišljanje tako, tako ste rekel, a ne, ko se zaključi zdravljenje v bolnici, recimo seveda nastopi tudi mogoče samo eno prehodno obdobje, ko je potrebno koristiti ali pa ko vedno pogosteje koristijo storitve oskrbe v domu in se potem vračajo nazaj v svoje domače okolje. Sedaj, ja, morda. Če dovolite, samo to moram reči, da se recimo tudi s tem skrajševanjem ležalnega časa v zdravstvenih zavodih, tako ste jih imenoval, ali pa v bolnišnicah, mogoče malo krajša. In tudi zato recimo tako povpraševanje po namestitvah v domove. Sveda je ta prihod tistega vašega oskrbovanca prej iz nekega aktivnega življenja, potem ko pride k vam v oskrbo, kakorkoli, ko pristopi vaš prag, ko dobi neko potrditev, da bo vaš oskrbovanec, je seveda neka kar huda prelomnica osebna. In ali imate kakšen poseben postopek sprejema ali pa uvajanja teh, da se počasi tako aklimatizirajo pa da sprejmejo pač ta način, nov način življenja, ki ga pač, s katerim se soočajo? To je vaša odlična ugotovitev, a ne, da je to je res ena huda stiska tudi pri tistih, ki so mogoče kdaj že oddali vlogo za naprej, a ne, za takrat, ko bo mogoče pa potrebna namestitev v dom, še tam nastopijo hude stiske, a ne, takrat, ko pač je končno nastopil ta trenutek, da dejansko potrebuješ več nege in pomoči druge osebe. Tako da mi smo že, to je tudi recimo moja diplomska naloga na takrat še Visoki šoli za socialno delo, ko smo raziskovali prav to, a ne, kako pripravljati recimo te starejše na prihod v dom. In takrat sem ugotavljala na terenu, kakšne hude stiske so dejansko. Če gledamo samo iz tega vidika, da mora nekdo, ki je celo življenje vlagal v neko hišo, v neko stanovanje, v nek prostor, pač, ki je samo njemu domač, mora to enkrat na starejša leta to zapustiti svojo družino, zapustiti svojo socialno mrežo. To je huda stiska. In zaradi tega smo že takrat, tudi v Črnečah in tudi seveda v drugih domovih v Sloveniji, začeli z nekim postopnim uvajanjem teh upravičencev do institucionalnega varstva na prihod v dom. Jaz sem takrat obiskala vse, recimo te aktualne prosilce, recimo takrat še, a ne, v Črnečah, ko je bil še edini dom na Koroškem. Takrat sem se sama osebno tudi srečala z eno hudo stisko, ko smo vodili več kot 300 ljudi za sprejem, pa smo bili edini dom, pa še nismo ponujali nekih drugih storitev, recimo pomoči na domu. In sem bila sama v stiski so bili pa tudi ti ljudje, ko več niso zmogli svojim starejšim doma. A ne? No in če se vrnem nazaj, jaz sem takrat obiskala vse te aktualne prosilce, no in preko njih čutila tudi to hudo stisko, pa še nekaj. To, da si nihče od njih ni želel v dom. A ne? In še zdaj trdim, da si pač nihče ne želi v dom. Da je institucija, recimo, ali pa institucionalno varstvo, če tudi smo v domovih, delamo odlične storitve, znamo jih delati, imamo spremljajoče aktivnosti, še vedno bi vsi radi ostali doma. No, skratka, vi se trudite tam, da bi to bivanje oskrbovancem naredili čim bolj prijetno z raznimi dogodki, skratka, sočasno je potrebno tudi ugotoviti, da ko prideš v dom, imaš tudi zagotovljene neke določene zdravstvene storitve, skratka, vse to zaokroži v okviru doma, skratka, je tudi svojevrstna, bi rekel, ugodnost, če se tako izrazim. Ja. Sigurno to takrat, ko je nekdo že nameščen v institucijo, to je. Vse to zagotavljamo, ampak
če se vrnemo na prejšnjo vprašanje, še vedno to ni dom. Če tudi želimo, da bi domovi postali domovi. Jaz bi mogoče še na prejšnjo vprašanje dodala samo to, da recimo poskušamo, pa ne samo v Črnečah ali pa v Slovenj Gradcu, v glavnem v vseh slovenskih domovih, ta čas recimo od takrat, ko nekdo da vlogo za sprejem, do takrat, ko nastane možnost namestitve, izkoristiti za to pripravo na različne načine. Tudi s to možnostjo, da pride za en dan, da poskusi, predvsem na tak način, da spozna nas, zaposlene, a ne, ker bomo le mi njihove, mogoče ključne osebe, ali mi bomo tisti, ko bomo tudi pri njemu izvajali posege na telesu, ki so najbolj občutljive recimo v domu. Že v domači oskrbi, če razmišljamo na tak način, a ne, težko recimo hčerka dela storitve svoji mami na telesu, ali mož svoji ženi, ali obratno, kakorkoli. Te storitve na telesu so najbolj občutljive stvari. In če pa to dela nekdo, ki je čisto neznana oseba, ki smo ga prvič videli, je to zelo hudo. V bolnici to lažje sprejmemo. V domu je pa malo težje. In če še pomislimo na to, da še vedno delamo z generacijo, ki so mogoče imeli kdaj, ali pa bom rekel, jih kar velik procent ima to težavo, da se nikoli niso pred nikom slekli, da niso razgalili svojega telesa. Do pasu, da ne govorimo o intimnih delih. A ne? Potem sprejeti vse te storitve, to so hude stvari. In če takrat v tem času od oddaje vloge do namestitve uspejemo z njim vzpostaviti recimo zaupanje, še verjetno ne, ampak vsaj nek stik, vsaj to, da nas pozna, da ve, kdo bo za njega skrbel, je že kar en velik korak. Če pa mogoče lahko mu ponudimo še začasno namestitev, da proba, kakšne storitve pa so dejansko v domu, kar se vedno pogosteje, vsaj za Slovenj Gradec lahko govorim, da imamo te počitnice, so krasna storitev. A ne? Takrat, ko grejo sorodniki na dopust, pridejo starejši k nam na počitnice in to je ena odlična izkušnja za en teden, 14 dni. In takrat nas je že spoznal tudi kvaliteto storitev, ali pa sploh storitve v domu in se bo kasneje, ko bo potrebno, lažje mogoče odločil za namestitev. Morda še k temu, zdaj ste zelo, bi rekel, celovito stvar predstavlja, ampak bi rekel, en del, ki je seveda tudi zanimiv, pa se ljudje velikokrat sprašujejo, kako je s temi čakalnimi dobami. Ali so zdaj, bi rekel, neki seznami, na katerega se treba prijaviti, ali so neke prednostne liste po nekih nujnostih, pa to pa bi morda še to kaj pojasnila. No, mi v slovenskih domovih sprejemamo po pravilniku o sprejemu, premestitvi in odpustu. Jaz sem v nekem obdobju imela srečo, da sem lahko sodelovala pri snovanju tega pravilnika. Torej, ta pravilnik predvideva tudi neke prioritete, a ne? In prioriteta je seveda socialno stanje, zdravstveno stanje in pa pol še neke druge stvari. Stanovanjski problem že tule je na nekem drugem mestu, a ne? Torej, prioritete ja. Ampak v vseh domovih uvodimo nekako seznam čakajočih na sprejem in moram reči, da je kar že med starejšimi neka kultura postala, da daš vlogo v nek dom za vsak slučaj, po domače rečemo. Če bo potrebno, jo bom koristil, če ne. To daje en občutek varnosti. In to tudi upoštevamo v domovih. A ne? Ampak se pa dogaja nekaj drugega, trenutno, recimo, če govorim za Koroško, poznam tudi recimo malo širše, ker kot inštruktažna svetovalka v slovenskih domovih tudi malo poznam druge domove. To, kar se trenutno, ali pa kar se recimo v zadnjih 3 mesecih dogaja na Koroškem in v Sloveniji, se ni dogajalo v zadnjih 5, mogoče še več letih. A ne? V nekem obdobju so nekako bile pokrite potrebe po Sloveniji, tudi s podeljevanjem koncesij in tak. Ampak zdaj seveda je to, kar ste uvodoma omenili, a ne? Vedno več
starajočih, tudi prej se odpuščajo iz bolnice, a ne? In tudi vedno več je demence. In ta trenutek na Koroškem ne pokrivamo potreb. Za Slovenj Gradec lahko rečem, da trenutno vodimo 82 aktualnih vlog in 10 nujnih. To ni tako velika številka, je pa zelo velika, če vam povem, da smo od marca do zdaj sprejeli samo enega stanovalca. In to kaže tudi na to, ali pa daje odgovor tudi na to vaše vprašanje o čakajočih. Mi lahko prednostno sprejmemo tudi, recimo do konca leta, verjetno teh 10 nujnih, ki jih trenutno vodimo, ne bomo mogli sprejeti. In če še pol upoštevamo, recimo, ali pa če bi želeli upoštevati nekatere želje, kar je zelo pomembno, recimo želja po enoposteljni sobi. Ja, a ne, nekdo ne želi namestitve v dvoposteljno sobo, saj na starost je pa težko sprijemati, recimo, neke navade nekega tujca, ki živi v tvoji sobi. A ne? In torej, želim reči to, da je težko upoštevati pol in prioritete in vse želje. Ampak kljub vsemu, a ne, iz socialne službe, ne samo na Koroškem, tudi v drugih domovih v Sloveniji smo povezane, tako da tudi, recimo, ko je nek nujen sprejem, poskušamo na različne načine, ali z različno ponudbo, bomo rekla, a ne, da se med sabo povežemo, da mogoče sprosimo namestitev v nekem drugem domu, dokler se v primarnem domu oziroma tistem domu, za katerega pač nekdo želi biti nameščen, ne sprosti prosto mesto, pa da ne pride do premestitve. Ali pa, da ponudimo recimo neko storitev v domačem okolju, da vsaj pokriva to najnujnejše, kar recimo nekdo potrebuje. Skratka, stvari so bolj kompleksne, kot bi jih pa na prvi pogled lahko ocenil. Skratka, še eno vprašanje bi še iz tega navezal. Država je seveda tista, ki na nek način daje pa ustvarja podlage za zakoni pa predpisi, kako pa kaj zadeve reševati. In seveda tu so na ministrstvih seznanjeni s temi stanji, pa da je problematika v domovih. Pa me zanima zdaj, bi rekel, kar nekaj je slišati, da se podeljujejo koncesije zasebnikom, pa to pa na tak način poskušajo reševati pa zmanjševati čakalne vrste, pa skratka pa nuditi storitve oskrbe. Ampak po nekih podatkih je praviloma tak zasebni bivanje v takem zasebnem domu dražje, pa nekateri pravijo tudi manj kvalitetno. Jaz ne bom imenoval, ampak sosed je imel nekje eno tako situacijo in je kar po enem mesecu tisto svojo partnerico ven potegnil, pa zdaj to pa samo čaka, da bi prišel v nek javni zavod. Skratka, vprašanje bolj hočem postaviti na temo, ali so to prave rešitve dati koncesijo ali so javni zavodi še zmeraj tisti, ki so bolj dovzetni, boljše organizirani in tudi več pa bolj kvalitetno nudijo to oskrbo. No, vsekakor je treba poudariti to, da v nekem trenutku, ko je bilo pomanjkanja mest v domovih, je bila to rešitev koncesije. Seveda posploševati na vse koncesijske domove ne bi bilo primerno, tudi ne fair. Sicer pa sem sama mnenja, da varstvo starejših mora ostati ali pa bi moralo biti v domeni javne službe. Lahko trdim, da se iz nekaterih koncesijskih domov selijo to, kar ste že vi sam tudi pri vprašanju izpostavili, v javni zavod. Moram reči, da smo mi pod veliko večjim nadzorom, javni zavodi, mislim, veliko večjim nadzorom. In verjamem, da tudi odlično vodimo strokovne storitve. Bolj tule mislim na ravnanje z osebami z demenco. Sama sem mnenja, da pri ravnanju s temi osebami ni potrebno uporabljati tehničnih varoval. Torej, po domače povedano, ne rabimo zaklepati teh ljudi. Sama trdim
to, a ne. Koncesije se v glavnem odločajo, ne vse, ampak v glavnem se odločajo za varovane enote, ker je tam lažje delo. In če se vrnem na to, kar ste prej rekel, a ne, država sicer pozna, zelo natančno pozna te stvari, te probleme v domovih. Je pa res, da se je zgodilo nekaj, to, kar je bilo načrtovano tudi glede pokritja potreb, te potrebe so se pokrivale iz nekega, bom rekla, v glavnem 5% starejših nad 65 let je nekako ministrstvo bilo mnenja, da pokriva institucionalno varstvo. Teh 5% se je zdaj pokrilo, ampak ravno z tem povišanjem ali pa povečanjem starejših je zdaj to preseglo to mejo, a ne 5%, in bi pač zaradi tega potrebovali več namestitvenih kapacitet. Tako da še enkrat trdim in upam, da bo tudi v prihodnje politika sledila temu razmišljanju, ne mojemu, ampak nasploh jaz mislim, da bi mogel biti to nacionalni interes, da ostaja varstvo starejših v javnem interesu. Ravno podkrepitev temu vašemu razmišljanju je tudi, sej mi smo v bistvu kot slovenska javnost je bila deležna raznih prispevkov prek medijev o ravnanju teh zasebnih raznih, pa če ne rečem črni les, ki je že zgodovina, pa še zdaj zadnje nekaj obdobje, ki kaže slabe prakse in seveda slabe prakse na nek način ustvarjajo pri ljudeh neko tesnobo, nek občutek, da pač, da takrat, ko si star, si pa že več ali manj odpisan in se bolj takole ne dela, da so čustva že izklopljena, skratka vse te stvari. Sočasno bi pa želel še nekaj poudariti izpod tega. Tudi nekje sem zasledil, rekel, obremenjenost kadrov, ki delajo v teh inštitucijah domov, skratka izredno naporno, izredno, tako da so, rekel, tudi sami postajajo na nek način bolj depresivni, kot pa sicer kot na ostalih poklicih, ker je izredno zahtevno, tu se srečuje s težkimi primeri in tako naprej. In kako je ta ocena približno točna? Ja, točna. Ne bolj ali manj točna. Drugače pa kadrovski normativi na tem področju so žal iz leta 1984. Nekaj malega so se potem spreminjali še in mi smo kadrovsko podhranjeni v vseh slovenskih domovih. Tudi to, kar ste povedal, to je tako težko delo, sploh če govorimo o delu negovalke v domu. Negovalke se 6 ur, več kot 6 ur, 6 ur pa pol recimo, da delajo efektivno, ukvarjajo s telesnimi izločki. S človeškimi izločki. In to je zelo psihično in fizično naporno. In če sem prej omenjala že te posege na telesu, ko je tako občutljivo pri stanovalcih, pa ne govorim samo o negovalkah, sej kadrovski normativ je preskromen tudi recimo v kuhinji v domu, ali pa tudi pri tehnikih, ali pa tudi na recimo nekih drugih strokovnih področjih. Recimo pri nas v Slovenjgradcu, v Slovenjgraškem domu, delamo po individualnih programih. Torej, po pravilniku v 30 dneh sestavimo individualni program za vsakega stanovalca posebej, za vsa področja posebej. Torej, za zdravstvene storitve, za nego, za prehrano, zapišemo vse potrebe, želje, posebnosti vsakega stanovalca. No in zakaj o tem govorim? Ker upoštevamo pri vseh stanovalcih tudi vse želje pri prehrani, ne samo pri negi. Pri terapiji že natančno vemo, kaj nekdo pač prijema, glede na to, kar mu je zdravnik predpisal. In če skrbimo recimo, če skrbi samo 6 ljudi za 92 individualnih programov na področju prehrane, pa si lahko mislimo, kako težko delo je to. Torej, vseh 6 kuharic morajo poznati vse posebnosti 92 stanovalcev. Pa ne samo to.
mi delamo še pomoč na domu, tako da imajo še tam individualno pripravljeno hrano. Na srečo zmoremo, ampak je zelo naporno in me skrbi izgorelost pri zaposlenih. In če vključim tudi to, da pri 6 zaposlenih, recimo mi smo pač mali kolektiv, a ne, samo sej pri večjih kolektivih se srečujejo z enakimi problemi, ker tam je pač več stanovalcev, a ne. In če vključimo še 2 bolniški, potem je to nepredstavljivo delo. In če ne bi imeli tako dobre organizacije, a ne, in tega bom rekla, timskega dela, no, ali pa medstrokovnega dela, bi bilo zelo težko. In pa če se ne bi posluževali tudi različnih programov, torej aktivne politike zaposlovanja. Mi in tudi drugi domovi, tako se pogovarjam, se pravzaprav s temi programi se jih kar veliko poslužujemo. To pa malo vpliva na recimo celotno delovanje, a ne, ker če programi trajajo približno 1 leto, on se pol leta uči, pol leta dela, pol pa gre. A ne, starejši, ker govorimo o starejših, se pa ravno navadi na njega. In je škoda, a ne, da se ti normativi ne prilagajajo potrebam starejših, ker tudi ti starejši, ki zdaj prihajajo v domove, ali pa bojo prihajali zdaj v prihodnje, bojo tudi bolj zahtevni. Ko sem jaz tule malo primeral razne vire, sem ugotovil, da so na nivoju države, ministrstva tu opredelili, da bo celovito z zakonodajo to stvar uredili in da bo tudi viri financiranja temu ustrezno prilagojeni. In seveda viri financiranja so stalno tisti problem, ki na nek način potem vpliva na vse, karkoli se pač odvija znotraj vaše inštitucije. Skratka, a je tu na tem področju ta zakonodaja sledi tem nastalim trendom, ki jih že ugotavljamo, da se družba stara in jasno, število teh oskrbovancev bo zmeraj večje oziroma se vsak dan večja in te potrebe se ne bojo zmanjševale. Ali je tu zdaj ta, bi rekel, nastajajoča ali pa že sprejeta zakonodaja ustrezna ali tu še zmeraj stoji zadeva takole nedorečena, če se tako izrazim? Jaz bom tako odgovorila. Upam, da bo. Zakon o dolgotrajni oskrbi se pripravlja že približno 10 let. Vi boste verjetno rekel ali pa 11. Jaz upam, da bo sledila vsem tem trendom, vsemu temu, kar se mi dva zdaj pogovarjamo. Drugače pa trenutno financiranje je, bom rekla, dokaj čudno, da ne rečem ene druge besede. In sicer mi se financiramo pravzaprav iz 3 virov. Torej, eno so oskrbe, ki jo plačajo stanovalci oziroma njihovi zavezanci. Drugo so storitve, ki jih plača Zavod za zdravstveno zavarovanje, torej te zdravstvene storitve in pa nekaj malega kot tržno dejavnost, ampak tega je v javnih zavodih zelo malo. Tega je pri koncesijah več, pri javnih zavodih pa zelo malo. In pravzaprav ta zdravstveni del je, bom rekla, vsako leto manjši. Če se jaz spomnim takrat, ko sem prišla delati, sicer že res pred mnogimi leti v domu Črneče, je bilo približno pol, ali pa bom rekla 55-45 je bilo financiranje. Zdaj imamo pri nas 37% financiranja zdravstvenih storitev. Ne glede na to, da smo se prej pogovarjali, da so tule nujne namestitve in če je nujna namestitev, gre pravzaprav bolj za neke zdravstvene razloge in seveda pri pozni starosti že lahko tudi govorimo o nekih zdravstvenih razlogih. Tako da delamo več zdravstvenih storitev za manj denarja in potem seveda na račun doma in seveda potem posledično tudi na račun stanovalcev. No, če bi takole zdaj, seveda, to je moj komentar k temu pridal, skrajšujejo se čakalne dobe v zdravstvenih zavodih
In seveda tu gre pa zdaj v breme teh dolgotrajnih, bi rekel, negovalnih obdobij, ki so jih pač deležni oskrbovanci, ker tisti, ki pride in je podvržen nekemu zdravljenju, je seveda rekel, nekoč malo del odležal v bolnišničnem zdravljenju, sedaj pa pride v bistvu na breme vašega doma, vaše inštitucije, no, in seveda temu ustrezno se je zdravstvena blagajna rahlo razbremenila, tu pa strošek raste. No, tule bi bila rešitev, tako smo že pred mogoče 12 leti razmišljali v Črnečah. Takrat smo razmišljali torej o poslovni enoti, ki smo jo dejansko tudi zgradili in odlično pač funkcionira. In smo razmišljali tudi o negovalnih posteljah. O negovalnih posteljah, torej podaljšano bolnišnično zdravljenje, to je zaenkrat še vedno v domeni zdravstva. Tako da imamo recimo v Sloveniji 3 negovalne bolnice, da nekako po zaključenem zdravljenju pa vendarle recimo koristijo te namestitve recimo v Topolšici ali pa v Ptuju in je to recimo ena rešitev za prihod v dom. Tega rabimo veliko več. Pa ne govorimo o negovalnih bolnišnicah, ker je to v domeni zdravstva, govorimo o negovalnih domovih. Torej za primere paliativne oskrbe, ker o paliativni oskrbi lahko v nekem primeru govorimo po kapi recimo o 14 dneh ali pa v 2 letih. Ali pa recimo pri osebah z demenco lahko traja ta paliativna oskrba tudi 5 let. In tule vidim, če tudi na področju demence imamo tudi neke druge rešitve. Bolj tule vidim, v negovalnih domovih, ko bi res recimo starejši, ki so potrebni res vse nege in pomoči, zahtevnejše nege in pomoči, mislim bolj na recimo neke rane, mogoče tudi na kanila, mogoče tudi na sonde ali karkoli, to, kar rabi ves čas recimo zdravstvenega delavca. Zdaj, rekel, ste veliko povedali, morda bi zdaj vprašal še kaj o tem nadstandardu. Nekateri, ne vem, je aktualno, je možno se dodatno zavarovati višjo prispevno stopnjo ali višje dajatve plačati, potem pa si deležen nekemu nadstandardu. Je to sploh možno v teh razmerah potem tudi realizirati, ker tu so nekateri očitki bili, da so potem razočarani, da so pričakovali več, da so hoteli neko svojo sobo, pa ne vem kaj vse pritiče še tem nadstandardu. Je to možno realizirati oziroma se realizirati to? Za domove to nikoli ni bilo aktualno, to je bilo aktualno za mogoče bolnice. Za bolnice. Kako se je izvajalo v tem, niti nimam dovolj podatkov, da bi lahko o tem govorila. Drugače pa jaz upam, da nova zakonodaja, da bo to predvidela. Drugače pa v domovih je to tako, da recimo, če nekdo želi enoposteljno sobo, pač plača ta dodatek za enoposteljno sobo. In če je, jo tudi ponudimo, ni razloga, da ne. Tisti, ki je plačilno sposoben. Je pa nek drug problem, da recimo pri tistih, kjer je občina doplačnik, občine pa običajno ne doplačujejo tega nadstandarda, kar je nekako bi rekel razumljivo. Moram pa reči, da na Koroškem, še prej, ko sem bila zaposlena v Črnečah, nikoli nismo imeli težav z nobeno občino, če smo ugotovili, da je nekdo pač nek individualist, da dejansko ne more živeti z nekom v dvoposteljni sobi, so občine tudi recimo plačale ta prispevek. Drugače pa domovi, ti novejši domovi, ali pa recimo tudi že neki, recimo v tem času, ko se je gradil dom na Prevaljah, so že recimo te enoposteljne sobe s svojimi stranišči, sanitarijami, z tuši, to je en nadstandard. V teh novejših domovih je tega vedno več. V glavnem jaz sama tudi mislim, da ti novi domovi, ki se gradijo, da troposteljnih sob več naj ne bi bilo. To je tudi nek pravilnik o tehničnih standardih, ki tudi ne predvideva več troposteljne še, več pa ne.
da bi tudi se gradile samo enoposteljne, dvoposteljne, samo v primerih, da sta zakonca, ali pa v nekih posebnih primerih, drugače pa v glavnem enoposteljne sobe. Zdaj, če ta sklop malo priskočimo tudi zdaj, rekel, prej je bilo omenjeno že tudi pomoč na domu. Zdaj, seveda, tu je zopet, bi rekel, eno področje, ki ga bi morda malo predstavili, koliko je tega, kaj se v bistvu v tem primeru nudite, kaj dobi tisti oskrbovanec, bi rekel, kaj je možno dobiti strani, bi rekel, vaše inštitucije v tem primeru, v okviru izvajanja te pomoči na domu, skratka, pa če bi to malo kaj pojasnila. Pomoč na domu je ena odlična storitev, socialno-varstvena storitev, ki se dejansko zdaj že 4-5 let, seveda že tudi več, na Ravnah recimo je Center za socialno delo izvajal to storitev in je to res ena odlična storitev za pravzaprav ta čas, ko nekdo še ne potrebuje toliko nege in pomoči, da še vedno lahko funkcionira v domačem okolju. Mi tu na Ravnah izvaja to storitev Koroški dom starostnikov, tudi v Slovenj Gradcu izvajamo to storitev in tudi v Dravogradu. Je pa tule pravzaprav gre za 3 sklope pomoči. Najprej pomoč pri osebni higieni, potem gospodinjska pomoč in pa spremljanje. Tako da je pravzaprav vse to, kar pač nekdo potrebuje, če res ni zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi nekih drugih razlogov, res nujno potrebno še neke, bom rekla, stalne nege in pomoči. Zakaj je tega manj v Sloveniji? Jaz mislim, da je v Sloveniji proti nekaj let nazaj tega vedno več in se vedno bolj razvija. Proti to, kar ste pa omenili v drugih državah, je pa cena. Ekonomska cena storitve pomoči na domu je približno 15 evrov. Zdaj, kak je način financiranja, mogoče, če lahko. Zdaj, občina je po zakonu dolžna poskrbeti za izvajanje te storitve v svoji občini in je dolžna doplačati 50% te cene. Torej, če bi rekli 15 evrov je cena, 7,5 evrov je občina dolžna sofinancirati to storitev. Seveda se pa od teh 50% naprej pa lahko občina sama odloča, a bo doplačala 60-70, recimo Ravne je ena zelo prijazna občina, ljudem prijazna občina, če lahko tako rečem, financira 73% te cene, tako da je ta prispevek uporabnika nizek. Ampak še vseeno, če primerjamo, da je recimo dnevno bivanje v domu stane 28 evrov, 1 ura pomoči na domu je pa 15 evrov, je to taka nesorazmerno. Nesorazmerno, bi rekel, ja, sigurno. To je neprimerljiva cena, če bi tako rekel, pa še v teh 15 evrih mi pripravljamo recimo hrano z njegovimi materialnimi stroški, na njegovo elektriko, pa tako naprej. Tako da cena je pravzaprav tista, ko malo omejuje odločanje za to storitev, ker koncev tudi občinski proračuni nimajo zdaj neomejenih možnosti financiranja. Točno. Ja, če tudi po zakonu smo pa dolžni poskrbeti za tiste, ki pač to pomoč potrebujejo. In to je, če se vrnem nazaj, to je tudi ena odlična storitev, umestna storitev, če tako rečem. Nekdo, ki, včasih je bilo pravzaprav tako, da si je nekdo zlomil nogo, pa je že pač kar mogel iti v dom, ker ni imel socialne mreže take, da bi nekdo za njega poskrbel, ker ni imel sosedov, ker pač, to največ ne bi bil razlog. Zdaj sem si pa že zmislila nek primer, v neki taki situaciji lahko mi odlično pomagamo s pomočjo na domu. In tudi recimo na Ravnah, tudi v Slovenj Gradcu, na vseh 3 lokacijah, saj tudi za Prevale pa Zgornjo Mežiško dolino lahko rečem, da dom na Prevalah odlično skrbi, če tudi tam je malo problem, ker je pa le tako zelo oddaljen teren. Mi imamo le tule na Ravnah, v medgeneracijskem centru je sedež pomoči na domu in od tu delamo za Ravne. V Slovenj Gradcu je enako, pa
v Dravogradu. Ravno zdaj, ko govorimo o Ravnah, na Ravnah smo seveda v preteklem nedavno imeli veliko priliko tudi preko občinskega sveta zaznati, da so se sprejemali določeni sklepi, določena vrednotenja lokacij o gradnji doma za starejših in po tistih zadnjih podatkih, meni znanih podatkih je pač v nekem točkovnem sistemu bila tale lokacija Vrata Javornik kot tista optimalna lokacija in pa bi vprašal, ker sta tudi občinska svetnica, kako grejo te stvari, v katero smer se bo tukaj dogajalo ali zadeva rahlo v nekem mirovanju, če se tako izrazim. Ja, takratne ocene obstoječih lokacij sigurno je bila takrat, vsaj po mojem mnenju, ta izbira najboljša, a ne Vrata Javornika. Ampak takrat še ni občina bila lastnik tega zemljišča na gradu. Tako da, če bi ocenjevali te lokacije, ne moramo predvidevati, kako bi se odločili, ampak kljub vsemu, a ne. Tako da jaz mislim, da je kljub vsemu lokacija grad Javornika ena odlična lokacija za dom starejših. Ali pa center Javornik, moram tako reči, tako mi je bliže. Zdaj tule ni obstala zadeva, tule so ves čas neke aktivnosti. Je pa res, da verjetno se bojo občani spomnili, da smo imeli to predstavitev tega idejnega projekta že pred več kot enim letom. Takrat je lokalna ta akcijska skupina tudi že pripravila recimo ta projekt, ki je bil tudi na ministrstvu prepoznan za morebitni pilotni projekt. Stvari so se malo ustavljale bolj zaradi tega, ker se niso, seveda za pilotne projekte res ne rabimo prijave na razpis, ne rabimo čakati na razpis, ampak kljub vsemu se mesečno pogovarjamo z ministrstvom. Moram reči, da trenutno so zelo potrjujejo ta naš projekt kot pilotni projekt, ampak zakaj se čaka, to je pa pomembno poudariti. Čaka se zato, da se pridobijo evropska sredstva. Če bi dom gradil Koroški dom starostnikov ali pa občina, bi bila cena oskrbnih stroškov višja, ker bi se morala pokrivati investicija. Če pa počakamo, jaz upam, da se bo to zgodilo leto še, če pa počakamo na ta evropska sredstva, pa to pač pol kasneje tudi pomeni nižje oskrbne stroške. Skratka, zadeva je pač v fazi sestavljanja finančne konstrukcije, pa še kaj, ker če evropska sredstva pač to pomeni. Sam projekt je pa dokaj izdelan, ker ta center Javornik ne bi bil klasičen dom. Klasičen dom, tudi slovenjgraški dom ni. Je tudi, jaz imenujem umestna struktura, ker je dejansko umestna med klasičnim domom, tako so Črneče, pa temi nekimi novejšimi, bolj bom rekel, nemškimi gospodinjskimi skupnostmi. Je dejansko umestna struktura. Ampak tule na Ravnah smo si zamislili center na tak način, da je dejansko to ne tako govorimo medgeneracijski center tule, ker ima čisto neko drugo funkcijo, da je tule center, kjer se zbirajo v glavnem seveda starejši, ampak tudi druge generacije. Ampak bolj v tem smislu teh storitveni ponudbe storitev, da recimo nekdo zjutraj pride, prinese perilo, si ga tam opere, si ga zlika, pošije, gre na kosilo, vmes gre na fitness ali na fizioterapijo, frizerjo, tudi v trgovino, če tudi to me včasih kdo malo čudno pogleda, ko rečemo, da bi tam imeli še eno trgovino za starejše. A veste, v enem Mercatorju se en starejši pa več ne znajde, niti ne ve, kje naj išče, niti ne vidi dobro, da bi ceno preveril, pa še kaj druga. Tako da, jaz sem videla na Škotskem, lansko leto sem bila na Škotskem in sem videla pravzaprav en podoben objekt, tako smo si ga mi zamislili na Javorniku, pa ga nismo prej poznali. No, torej, ta center z vsemi storitvami, pa javno kuhno, recimo, pa kavarnico, pa tako naprej. In pa potem
z 3 stavbami za namestitve za različne skupine, a ne, torej za osebe s demenco, ker pač je potrebno razmišljati tudi o osebah s demenco in namestitvenih kapacitetah za te, ki potrebujejo največ nege in pomoči, in pa mogoče varovana stanovanja, bolj v tem smislu. V Sloveniji se pogosto varovana stanovanja niso obnesla, ker niso imeli, bom rekla, osnovne ideje, zakaj. Jaz se pogosto srečujem recimo z ljudmi, ki živijo v velikih hišah, ki jih ne zmorejo več vzdrževati, gospe recimo, ki je ne more več čistiti, ki se počuti osamljeno tam in bi se preselila v neko varovano stanovanje, poleg doma, da lahko tam, da živi sicer tam čisto samostojno, pa da samo koristi storitve takrat, ko jih ona potrebuje in želi. Da gre tja na kosilo, da pokliče iz centra ali pa iz ambulante nekoga, ki bo privezal rano, ki bo namestil, ne vem, inkontinenčne pripomočke, če bo to potreboval, v tem smislu. In zato pilotni projekt. A ne? Mimo tega ne moremo, Gospodarska zbornica vam je podelila priznanje, eminentno priznanje za vaš inovacijski predlog oziroma in seveda ob tem čestitke za to priznanje. Sočasno bi pa vas prosil, da nam predstavite malo, bi rekel, to vsebino tega vašega predloga. Pa prosim, no. Hvala lepa. No, ta ključna oseba je moj biser. To je jaz bi rekla, je vsako leto boljša in takrat, ko smo si to namislili, ne morem reči, da je to čisto moja ideja. Moja ideja je samo način, kako jo izvajamo. Sama ideja je nastala nekje drugje, no in moram reči, da je vedno boljša. Kaj to pomeni? Ko sem jaz šla prvič na strokovno ekskurzijo z mojimi sodelavci na Dunaj, v en dom, ki sem ga poznala že tudi prej, in se mi je zdelo, da moji sodelavci pa to pač morajo videti, smo tam nekje videli eno delavko, pa enega stanovalca, ki je bil oseba z demenco, pa sta, ne vem, kadila, nekaj sta se pogovarjala, pa tako naprej, v glavnem en tak lep odnos je bil. In smo bili vsi pozorni na ta odnos in nam je pol tudi ta direktorica razložila, da je to pa referenčna oseba. Zanimivo, da nas je res zelo veliko opazilo njujo, a ne, ta par, ki pač nekaj počne, pa zadovoljna sta oba. No in sem jaz takrat bolj za hec, tako pač jaz sama tudi funkcioniram, da velikokrat kdaj tako pač kaj vprašam, sem rekla, da se gremo mi tudi kaj takega. Moram reči, da so bili takrat kar v glavnem na avtobusu navdušeni skoraj vsi, da gremo v to. Ampak to je bil pa velik projekt. To si je bilo treba natančno zamisliti, na kak način. In mi smo dejansko šli v ta, bom rekla, projektno, vsi stanovalci in vsi zaposleni. In glavna ideja je bila to, da vsi stanovalci dobijo svojo ključno osebo, ki smo zaposleni. Nam so prej že, takrat, ko smo pridobivali certifikat Equalin, stanovalci sporočali, da si ne vzamemo časa za njih, da bi želeli iz doma v mesto, pa nimajo koga, da v glavnem en kup nekih stvari. Ko smo jim ponudili prostovoljca, niso želeli sprejeti prostovoljca, tudi niso vedeli, koga dobijo. Oni bi si izbrali nas, ki nas poznajo, ki nam zaupajo. In to je bilo ključno. In smo šli enkrat, to je bilo pred 3 leti, smo šli v žreb. Vsi stanovalci in vsi zaposleni. Seveda smo se eno leto izobraževali, smo natančno pač se učili, kaj ta projekt je in kako to ni. To je bil najlepši dogodek v domu v Slovenj Gradcu. Imamo ogromno dogodkov, pa ogromno lepih. Ampak to je bil najlepši za mene dogodek v domu. Vsak stanovalec je dobil svojo osebo. Mi smo se takrat še tako simbolično pripravili, da je vsak pripravil za svojega stanovalca neko simbolično darilo in vam povem, da so takrat jokali, se objemali, vriskali, ne vem. In še to moram reči, da smo se vsi prav žrebali. Od takrat naprej nastaja v domu ena čisto nova dinamika. Mi namenjamo 1 uro
službenega časa na teden za svojega stanovalca, v tem času lahko delamo karkoli. Ali gremo v mesto na kavo, ali gremo, ali ne vem, špilamo tarok, ali karkoli pač. Jaz recimo moja gospa, jaz imam 3, a ne, vodje imamo 2 stanovalca, oziroma vodje imamo 3, ostali imajo 2. Torej mu namenjamo 2 uri na mesec. Pa včasih kdo reče, ali pa nacionalna komisija, tudi tam je bilo vprašanje, a samo toliko. Moj odgovor takrat je bil, ja, sej svojim najboljšim prijateljem tako intenzivno 1 uro, pa tudi nismo na teden. Vprašanje, a smo na mesec? A naj, to lahko mi pač počnemo. No in moja gospa je glasbenica, je bila pevka v Mariborskem gledališču in midve imamo krasne poti na koncerte v Maribor. Ona je meni družba, jaz sem nje družba in se imamo odlično. In še 2 druga stanovalca. No in se tule pletajo ene take čudovite vezi. A ne, tudi to je ena odlična pomoč, vi ste me na začetku vprašali, kak priprava ali pa, bom rekla, uvajanje v ta način bivanja. Recimo, novo sprejeti stanovalec dobi ključno osebo. In on si sigurno zapomne, pri 80 letih si ne zapomne 6 oseb, kaj je zdaj kdo, nekdo je vodja kuhne, nekdo je medicinska sestra, kaj on ve, kdo to je, kje ga naj išče. Ve pa, kje naj išče, ne vem, Mojco, ki je negovalka, kje ona dela, kdaj ona dela, in ona je pravzaprav tisti povezovalec potem, ko ga usmerja, a ne, kje lahko dobi eno pomoč, a ne, tako da ga pravzaprav ona navaja na ta način bivanja in pol ves čas se družita. In pa zelo pomembna je pri odhajanju, pri umiranju. Takrat tudi ta ključna oseba sedi s svojim izbranim stanovalcem. Skratka, sistem, ki je izredno prijazen, naklonjen stanovalcem, pa seveda tudi po tej plati vas posluša, zdaj tu verjetno tudi tisti, ki smo imeli zdaj neke zadržke do doma, bo verjetno zdaj začutil, da je tudi tam, da je tudi v teh domovih neka toplina, neka skrb, skratka, in da so v bistvu, da niso tam neke pozabljene osebe, ampak da je z njimi, rekel, kontakt, da se jim želi ustvariti čim boljše in verjetno bo se lažje pristopali, rekel, na teh prelomnicah, pa se odločali za dom. Vse te aktivnosti ali pa te metode, recimo to je samo ena izmed mnogih stvari, ki jih pač počnemo, ampak to ključno osebo so nekako tudi v drugih domovih v Sloveniji zasledili. Jaz trenutno uvajam v 3 domovih v Sloveniji tudi to ključno osebo. Moram pa reči, da sem predstavljala jo že v 9 slovenskih domovih in da pa v glavnem, ko prihajajo tudi k nam na obiske, to pač predstavlja. Prej sem omenil tudi medgeneracijski center, Kavarna plus, to so vaše stvari, ki ste jih spravili v življenje, skratka, samo, kot se temu reče, priznanje za te aktivnosti, ker tu so tiste prave stvari, ki povezujejo ljudi, ki jim na nek način dajo občutek, da so povezani, da imajo neko aktivnost, ki je njim povšeči in tako naprej. Skratka, res samo pohvale in seveda verjetno tisti, ki se tega udeležujejo, se vam pa tudi izražajo določeno hvaležnost za to, da se trudite, pa angažirate, pa ustvarjate neke človeka vredne pogoje bivanja. Hvala za to. Ta medgeneracijski center na Ravnah nam je očitno res uspel, ampak to je najbrž rezultat te občutljivosti pri pripravi na odprtje. Ta medgeneracijski center, moram reči, da ni moja ideja. To je bila ideja občine in torej v tem projektu Starosti prijazna občina je bil ta medgeneracijski center, to je tudi iz časov, ko se jih verjetno vi spomnite, ko ste bil občinski svetnik, je bil nek
že takrat je nastajala ideja. In občina Ravne je Koroški dom starostnikov povabil v partnerstvo bolj za to strokovno pomoč. In moram reči, da smo se tule pa res dolgo, občutljivo, če še enkrat rečem, pripravljali in seveda stvari razvijali skupaj, skupaj z občani, recimo direktorji javnih zavodov in ključnimi, recimo in vrtcem in tako naprej, s ključnimi akterji. Da bo to zgodba o uspehu, takrat niti sama nisem upala razmišljati, ampak že obiski v prvem letu, torej maja smo medgeneracijski center odprli, smo zabeležili 5000 obiskov. To je bilo ogromno. Ampak prvo leto smo bili bolj tak, so nas občani bolj opazovali, a ne kaj se bo tam dogajalo, pa tako naprej. Ampak če smo naslednje leto zabeležili 1000 obiskov več, je to že pomenilo, da znamo reagirati, torej stvari, ki niso bile aktualne, smo jih opuščali, druge tudi recimo znali prepoznati, kaj to okolje potrebuje. In to je ena pomembna zgodba. Mi, Koroški dom starostnikov, na Ravne vstopamo ravno zaradi tega, da prepoznamo te potrebe tega okolja. Sama sem seveda Ravnčanka, ampak ne morem čez prst reči, kaj je nujno, kaj je potrebno v tem okolju, in tule smo pač prepoznali. In če mi dovolite, bi jaz samo teh 5 programov, ki jih izvajamo v medgeneracijskem centru trenutno, mi seveda nismo postali središče, kar je meni osebno zelo žal, da je središče v Radljah, ampak naš center deluje kljub vsemu, bom rekla, dokaj samostojno. Tule izvajamo 5 odličnih programov. Torej, ta program medgeneracijskega centra, ki je zdaj v partnerstvu s središčem v Radljah, to je potem ta drugi program, ki ga izvajamo skupaj z Lions klubom, torej razdeljevanje hrane, ki se je odlično prijel in skrbimo približno za 160 ljudi v občini. Torej, to verjetno vsi občani poznajo ta projekt, mi pobiramo hrano zvečer in jo pol tudi zvečer razdelimo, torej po trgovinah, to so ne hrana, ki je po teku rok uporabe, ampak to je dnevno pripravljena hrana ali pa kruh. Torej, to je res izjemen projekt. Potem ste omenil kavarno, kavarna, ki je čisto pač posebna zgodba in se mi zdi, da je vedno bolj aktualna. Če tudi za kavarno moram reči, da je takrat, ko smo razvijali to idejo, da je bila bolj, bom rekla, pozitivno naravnana okolica, ali pa lokalna skupnost. Pol, ko smo mi začeli z izvajanjem tega programa, je bila malo blokada, zaradi pač različnih stvari, kar tudi pričakovano. In moram reči, da je tudi s tem reintegracijskim programom, ki ga je izvajal pri nas, zdaj žal pokojni Robert Prošt, on je naredil, mi smo skupaj z njim naredili eno ogromno zgodbo in tudi malo šli čez te stereotipe o recimo teh nekdanjih zasvojencih. Tako da to je bil en res zahteven, odličen program, ki ga bomo izvajali seveda naprej. Tako da to je projekt kavarne. No in pa zdaj 2 programa, ki se pa meni zdita osebno tudi zelo pomembna, torej oskrba pomoči potrebnemu svojcu. To je pa en, bom rekla, tak bypass projekt socialno-varstvene storitve pomoči na domu, ampak tule v tem tečaju pa izobražujemo recimo ljudi, ki bi lahko na terenu ponujali laično pomoč. In to je en dokaj, bom rekla, obsežen program, v katerem naučimo recimo te prostovoljce, ki bojo enkrat kasneje aktivni, in ga družimo z kreditnim sistemom točk, ki ga pa verjetno občani že poznajo, pa če dovolite, ga bi samo v 2 stavkih ponovila. To je en projekt socialne aktivacije, torej bolj recimo na primeru bi razložila, nekdo, ki je bil učitelj nemščine,
pa je pred upokojitvijo, lahko potem dela to zadevo naprej v medgeneracijskem centru. Za vsako uro bo prijel kreditno točko in bo te kreditne točke pač zbiral. Na drugi strani pa usposabljamo te prostovoljce, ki bojo njemu takrat, ko bo on potreboval pomoč, za te kreditne točke ponujali storitve. In to je en sistem, to je pa druga zadeva, ki smo jo prijavili na Gospodarsko zbornico in smo bili tudi nagrajeni dvakrat. A ne, to je en sistem vzajemnosti, solidarnosti in varnosti na dolgi rok, ker za tem projektom stoji občina. Tako da tudi, če mene ni tam, če mojih sodelavk ni tam, bo ta projekt deloval še naprej. To in pa ta zadnji projekt, ki ga nam je pred kratkim zaupalo Ministrstvo za zdravje, to je pa projekt za informiranje javnosti o demenciji in pa ravnanje z njo. To je pa zelo zahtevna stvar, a ne, to je strokovni program, ki se bo verjetno potem, tudi ko bo Center Javornik, preselil v Center Javornik. Ja, ob koncu, zdaj vse to, bi rekel, bila ste zelo gostobesedna, veliko ste povedala, skratka, zanimivo, skratka, vredno vam je prisluhniti. Ob koncu bi se seveda vam zaželo še veliko teh idej, ki pomenijo, bi rekel, za širši prostor, pa tudi predvsem za Ravnčane ali pa tudi za Koroško, da dobijo občutek, pa da vejo, da se te stvari dogajajo tudi za tisto obdobje, ko bojo stari ali so že stari, skratka, da ta socialna pomoč ali pa angažiranja niso samo neka floskola, ampak da je čisto konkretno tu z nami, da lahko se vsak udejstvuje pri tem. In še enkrat zahvala za vaše angažiranje, še veliko teh idej pa dobrih aktivnosti vam želim, seveda, in seveda hvala tudi za pogovor, pa da ste se odzvali vabilo v našo oddajo. Z veseljem, hvala za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.